Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je četrtek, 10. julij 2025. Moje ime je Tjaša Gajšek. V nadaljevanju. Po več kot 3 letih pomemben korak pri projektu drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Ali so zraven Krškega možne tudi druge lokacije? Eno deževje še ne bo rešilo kmetijskih pridelkov. Pogovarjali smo se z direktorjem skupine Stroga.si, Sandijem Markonom, ki pravi: če je robotizacija spremenila fizično delo, bo umetna inteligenca intelektualno. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na večer.com. Pred kratkim je bil narejen pomemben korak pri projektu drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Se je Ministrstvo za naravne vire in prostor, ki ga vodi Jože Novak, objavilo pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za JEK2. Projekt podrobno spremlja naš novinar Timotej Milanov. Timotej, zakaj torej ta korak predstavlja tako pomemben mejnik pri izvedbi projekta JEK2? Zdravo, Tjaša. Do objave pobude za državni prostorski načrt za JEK2 je prišlo po več kot 3 letih usklajevanj med investitorjem, to je družba Gen Energija, in pristojnima ministrstvoma. Kot za Večer pojasnjuje državni sekretar za nacionalni jedrski program Danijel Levičar, so vse nacionalne strategije v Sloveniji prepoznale jedrsko energijo kot pomemben vir elektrike v prihodnosti, a sam projekt JEK2 se je doslej bolj ali manj izvajal zgolj v sklopu skupine Gen. Zdaj je končno postal del nekega uradnega postopka državnih organov, s tem pa se je tudi formalno začelo umeščanje JEK2 v prostor. Objava pobude je pomembna tudi zaradi dejstva, ki ga velikokrat pozabljamo. V Sloveniji se je namreč v preteklih mesecih javnost s projektom JEK2 ukvarjala predvsem v nekem trenutnem političnem kontekstu. Spomnimo se propadlega referenduma, a tovrstni projekti so večgeneracijski in presegajo obdobje ene vlade. Zato je prav, da se postopki za pripravo projekta nadaljujejo, ne glede na trenutne politične razmere. Končno odločitev o izvedbi projekta pa bo predvidoma sprejela naslednja vlada, za katero seveda še ne vemo, kakšna bo in kakšen bo njen odnos do jedrske energije. Kaj vse pa je možno razbrati iz te pobude za državni prostorski načrt? Praviš, da gre za zanimivo branje. Objava pobude predstavlja tudi prvo priložnost za vključevanje javnosti in lokalnih skupnosti. Gradivo je zanimivo branje, saj daje javnosti vnovič možnost, da se seznani tako samimi razlogi za morebitno gradnjo JEK2, ti izhajajo predvsem iz prihodnjih energetskih potreb Slovenije, kakor tudi s tehničnimi podrobnostmi predvidenega projekta. Gradnja takšnega objekta seveda pomeni tudi gradnjo spremljevalne infrastrukture in več drugih projektov državnega pomena, kot so recimo prestavitev daljnovodov in nekaterih cest, kar bo verjetno v prvi vrsti zanimalo predvsem lokalno skupnost v Krškem, medtem ko je vprašanje nadaljnjega izkoriščanja jedrske energije v Sloveniji zanimivo tudi za širšo slovensko javnost. Ta se lahko z gradivom seznani tudi v lokalnih informacijskih pisarnah, ki so začele delovati, pri čemer je ena od teh začela delovati tudi v Mariboru. No, poleg Krškega pa so za JEK2 analizirali torej tudi druge možne lokacije. Drži, glede možnih lokacij za drugi blok nuklearke so poleg Krškega analizirali tudi druge lokacije v Sloveniji, pri čemer so preverjali primernost, ranljivost in ustreznost lokacije. Tako so recimo pri kriteriju primernosti preverjali, ali je na lokaciji zadostna količina tehnološke vode za hlajenje, kakšna je razpoložljivost prostora in kakšne so ustrezne fizične lastnosti terena. Potem pri kriteriju ranljivosti so preverjali, kako je s poplavno ogroženostjo lokacije in tako naprej. Med drugim je bilo analiziranih tudi več lokacij na Dravsko-Ptujskem polju in ob reki Muri. Več o tem je možno prebrati tudi v današnjem Večeru, tako da vabljeni k branju. Res je, vabljeni torej k branju tako v tisku kot na spletu. Timotej, tebi pa hvala za vsa pojasnila. Potem, ko so več kot mesec dni vladale ekstremne sušne razmere, smo v preteklih dneh vendarle dočakali nekaj dežja. Po krajih je bila količina padavin precej različna. Padlo je med 40 in 60 mm dežja, kar v običajnih razmerah lahko zadošča za 14 dni do 3 tedne. A kmetje opozarjajo, da lahko hitra vrnitev na 30 stopinj Celzija in več zemljo presuši bistveno prej.
Dež je bil sicer za pridelovalce dragocen, a je za številne pridelke prišel prepozno. Po besedah Timoteja Horvata, svetovalca za področje poljedelstva na Mariborskem kmetijskem zavodu, je največ škode nastalo na koruzi in krompirju. Soja je zaradi vročine odvrgla cvetove, pri pšenici pa se je s tem deževjem kvečjemu še zgodilo, da so kakovostni parametri slabši, saj je dež spral beljakovine. Ker je v zadnjih letih velika sprememba tudi ta, da velika količina padavin pada naenkrat, bodo morali kmetje v prihodnje še več graditi zajetja in zbiralnike vode, da jo bodo lahko uporabljali v sušnih dnevih. Pri Kmetijsko-gozdarski zbornici na terenu že zbirajo podatke glede škode, ki je nastala po prvem vročinskem valu. Končni rezultati bodo sicer znani po koncu poletja, ko bodo za nami še morebitni drugi vročinski valovi. Pogovarjali smo se s Sandijem Markonom, direktorjem skupine Stroka.si, ki pravi, da smo tik pred velikanskimi spremembami. Podjetje je svojo pot začelo s poslovno informatiko, danes pa v ospredje postavljajo umetno inteligenco. Od digitalnih dvojčkov, ki lahko govorijo v našem imenu, do lokalnih rešitev, kjer podatki ostanejo varni. Ključno vidijo povezovanje z univerzami in zunanjimi partnerji ter prenos akademskega znanja v prakso. Markon opozarja, da umetna inteligenca prinaša nove priložnosti, a tudi izzive, od varovanja podatkov do spreminjanja narave dela. Če je robotizacija spremenila fizično delo, bo umetna inteligenca spremenila intelektualno. To je bil Večerov dnevni podcast Večer je zjutraj 10. julija 2025. Z vami sem bila Tjaša Gajšek. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni Večer. Postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.